če date 3 nasvete, mogoče sem zelo široko zastavila, ampak mogoče 3 nasvete za nekoga, ki gre po teh prvih korakih v mednarodno sodelovanje, kaj paziti, ne vem. Mislim, da je že prej Tanja lepo omenila in smo se strinjali, da seveda partnerstva so zelo pomembna. Zdaj, oni so izbrali Kino-otok malo drugačno metodo, mi smo pa izhajali svoje ideje, kaj želimo in potem iskali partnerje glede na idejo, ki smo jo želeli v projektu razviti. Tako da to, kar tudi slišimo, mogoče izkušnje od drugih, je to partnerstvo, je seveda zelo pomembno. Seveda dobro pripravljen projekt, že koncept razdelan že ob prijavi, tako da ko je projekt odobren, da lahko takoj začneš izvajati in točno veš, kako bo stvar potekala, da je še nekih neznank oziroma vprašanj več kot odgovorov. To se pravi, da slediš tej projektni ideji, je pa tudi, se mi zdi, kar potrebno povedati, da tudi ta finančen del je treba natančno spremljati, usklajevati s tem, kar je bilo opredeljeno v projektni ideji oziroma pri prijavi projekta. Moram pa reči, saj mi imamo tako izkušnjo, da pri prvih 2 projektih na naš, kako se že reče, vodja projekta oziroma ta naš officer v Bruslju ni bil tako odziven, tako da to je bilo malo težje, to komunikacijo voditi. Zdaj pri tem 3. pa imamo zelo odzivno gospo na drugi strani, tako da hočem reči to, da uskladiti pravočasno, moram reči, da je veliko razumevanje na strani agencije, samo je pa pač treba to uskladiti in voditi ta pregled financ, ker na koncu potem, ko zbiraš tiste račune in stroške, ni časa, da bi še prav posebej se s tem ukvarjal oziroma enostavno morajo biti stvari primerne za projekt. To se pravi, te 3 stvari se mi zdijo, da so ključne. Torej ta človeški faktor komunikacije, pa samo spremljanje. Tako so, mislim, ob predpostavki, da zbereš dobre projektne partnerje. Pa idejo. Če pa imaš težave, je pa potem najbolj pri komunikaciji še več treba aktivnosti voditi. Če pa je projektna ideja in dobri projektni partnerji, pa potem vsak ve, kaj mora izvajati. Dobro, mi smo vodilni partner, 2-krat zdaj, ampak moram reči, da je bilo tudi sodelovanje partnerjev naših izjemno. Tako da vsak je vedel, kaj mora izvesti, prej ste omenili, mi se zdaj, ker se nismo imeli tudi uvodno srečanje, smo imeli na Zoom, ampak se zdaj redno srečujemo enkrat na mesec ali na 14 dni, da preverjamo, kaj delamo, kako delamo, a gre vse v pravo smer, ker ne vemo, kdaj se bomo videli v živo. Tako da to pa je itak, da slediš projektu, da ti kdo od partnerjev ne gre po svoje. Ja, seveda, to je, se mi zdi, ključno in za vsakega, ki pripravlja projekt, je prav, da že ob pripravi ima to v misli. Super. Meni se zdi ključno to, da se pri vsebini projekta organizacija ne oddalji preveč od osnovnega poslanstva in vizije. To je en nasvet, ki ga verjetno večkrat ponavljam, ampak to je resnično pomembno in za nas, mi smo se tega res zelo dosledno držali, da nismo našega delovanja prilagajali razpisom, ampak nekako aktivno počakali na trenutek, ko je bila organizacija, se pravi Otok kot zasebna nevladna organizacija v javnem interesu, pripravljena na to, da lahko suvereno vstopi v tovrstna povezovanja, se suvereno prijavi tudi kot samostojni prijavitelj za festival in tako naprej. Tako da to je, mislim, da resnično glavni temelj za to, da se lahko potem vsa zgodba naprej dobro odvije. Druga stvar, ki pa je bolj praktične narave, je, da
je mogoče ta proces prijavljanja, spoznavanja razpisa in tako naprej resnično mogoče po naših izkušnjah uporabiti za to, da se nekako zbere misli, recimo o strategiji lastne organizacije. In seveda na področju priprave programov, strategije na področju komuniciranja, vključevanja teh horizontalnih tem, o katerih smo prej govorili. Se pravi, to je en tak nasvet, ki ga nekako se trudimo živeti, da ne vidimo tega prijavljanja na razpise in tudi potem poročanja, sledenja in tako naprej kot neko obremenjujoče birokratsko delo, ker seveda to je, ampak lahko je pa zraven tudi eno tako zelo učinkovito gonilo za proces delovanja nekako znotraj organizacije in tako naprej. Tako da to je nekako res zelo praktičen nasvet, ampak mislim, da pomemben. Še en praktičen nasvet, ki ga imam, je pa to, da se vključevanju v neke mednarodne projekte nameni, da se temu delu nekako resnično nameni dovolj časa. Ker izkušnja vedno znova je tudi naša ta, da tudi aktivnosti, tudi projekti, ki delujejo na prvi vtis ali pa z manj informacijami, majhni, manj zahtevni in tako naprej, vendarle je treba upoštevati, da se ti s temi organizacijami ponavadi ne poznajo zelo dobro, da se mogoče v drugi organizaciji menjajo ključni ljudje. Recimo tudi to je naša izkušnja, da se pri glavnem prijavitelju filmsko-vzgojnega projekta vmes že 2-krat zamenjal koordinator, ne, se pravi, tako da to je nekako veliko časa vzame, ampak ne v slabem smislu, ampak dejstvo je, da ga, no, nekako takih projektov res je nemogoče jih je narediti tako na hitro, no. In tretja stvar, oziroma četrta stvar, se opravičujem, četrti nasvet, ampak je pa res tudi pomemben in se tudi delno ponavljam to, kar sem že rekla prej. Resnično mislim, da je pomembno, da gledamo pri teh prijavah onkraj neposredne finančne podpore, ki jo ta projekt ponudi. Resnično imeti v mislih konvencionalne načine, kaj se lahko iz tega zgodi, se pravi, lahko prijavljamo nove projekte z istimi partnerji in tako naprej, ampak zraven tega, in to je za nas se izkazalo tudi kot resnično pozitivno, je, da smo spoznali metode filmske vzgoje, spoznali smo res vrhunske strokovnjake, ljudi z bistveno več izkušnjami, kot jih imamo mi, in se lahko pač v njihovi družbi učimo, ne, in rastemo kot ekipa, kot organizacija in tako naprej.